Prvi šolski dan je vedno poseben dan za učence in učitelje. Vsi se veselijo ponovnega srečanja, vsak s svojimi novimi načrti in cilji. Učitelji so čez poletje razmišljali, kako bodo še bolje navdušili učence in uporabili različne pristope dela, učenci pa so si zastavili osebne cilje in želje, ki jih bodo poskušali v naslednjem šolskem letu doseči. Še posebej se veselijo prvošolčkov. Letos so jih na osnovni šoli Podgora sprejeli v športni dvorani Slovenske Konjice, tako, da so zadostili priporočenim ukrepom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje za vse udeležence, kar pa jim ni pokvarilo prijetnega vzdušja. Po kratkem kulturnem programu so si mladi nadobudneži z učiteljicami ogledali razred, se med sabo malo spoznali, njihovi starši pa so dobili še nekaj koristnih napotkov. Naj vam bo šola en lep spomin. Lep spomin na današnji dan, lep spomin na vse tiste lepe dogodke, ki jih boste tokom šole dobili, veliko prijateljev, veliko prijateljic, veliko znanja. Seveda živimo v nekoliko čudnih časih, torej ni vse običajno. Jaz upam, da bo šlo tako, kot je zastavljeno, da ne bo težav, da bo šolski proces šel normalno. Ampak dobro, kakorkoli bo, naj bo dobro, naj bo zdravo, naj bo veselo. Imejte se lepo v tej šoli in vse lepo še naprej. Ali ste veseli, da ste prišli v šolo? Ja. Ali ste kaj vznemirjeni? Je koga strah? Ne, to pa ne. To pa ne, ker ste veliki in pogumni. In verjamem, da tudi vedoželjni. Veste, kaj pomeni vedoželjen? Da si želiš veliko vedeti, da si želiš veliko znanja. In vi boste tukaj veliko znanja dobili od vaših učiteljic, pa tudi tako kot vaši starejši vrstniki v različnih aktivnostih. In kdo ve, mogoče bo čez nekaj let nekdo od vas tukaj nastopal in predstavil novim prvošolčkem svojo pesem, tako kot Ajda. To bi bilo zanimivo, ne? In jaz verjamem, da imate vi vsi velike želje in pričakovanja in da vsi sanjate, kako boste, kaj boste nekoč, ko boste veliki. In danes ste vstopili na to pot. Začeli boste hoditi proti temu, da boste lahko uresničili tisto, kar si želite. Malo drugače kot vsi ostali, z maskami, malo si bomo bolj roke umivali, bomo bolj pazljivi, ampak kljub temu bomo pozorni, da boste med seboj postali prijatelji, da se boste družili in da boste odnesli lepe spomine. Danes vam želim en lep prvi šolski dan, staršem tudi z enim cmokom v redu, ne? Prihajate in upam, da boste odšli z malo lažjim srcem. Tukaj smo zato, da z vami sodelujemo, tukaj smo zato, da vašega otroka usmerjamo, da ga nekaj naučimo, da ga skupaj, takrat, ko ga polomi, tudi opozorimo, torej, da smo složni. Kadar nas boste potrebovali, bomo tukaj za vas. Samo obrnite se na razredničarko, svetovalno službo, na mene, kakorkoli. 9 let skupnega življenja nas čaka in jaz se ga veselim. In tudi vam želim, da bo vaš otrok uspešen, zadovoljen in da bo tole šolsko leto speljali tukaj v prostorih šole, varno, tako kot si vsi želimo. Hvala. Kulturni program so pripravile učiteljice Dragica Tomše, Maja Gošnjak in knjižničarka Maja Olub z učenkami 2., 5. in 6. razreda in povezovalcem programa osmošolcem Borom. Svoje pevske talente so pokazale Urška, Zala, Ula, Aruša in Zara. Na flavto je zaigrala Ajda, na saksofon Amina, plesno točko pa so izvedle Zarja, Špela, Lina, Staša in Ajša.
Tako so prvošolčkom pokazali vsak svoj talent, ki jih razvijajo izven redne šole v okviru plesnih in glasbenih dejavnosti. Razredničarke prvošolčkom so v tem šolskem letu 2020-2021 Aleksandra Husinec, sorazredničarko Sonjo Motajn in Nuša Levart, sorazredničarko Dragico Tomše. Letošnje šolsko leto bo malce drugačno, zaznamovano z določenimi higienskimi ukrepi. Na šoli se zavedajo, da je njihova odgovornost, da skrbijo za varnost vseh učencev in zaposlenih, zato bodo upoštevali priporočene ukrepe, hkrati pa se bodo trudili, da se bodo učenci kljub vsemu dobro in prijetno počutili. Zato bodo čim več aktivnosti poskušali izvajati na prostem in se tako, kot marsikateri drugi državi, včasih odpravili ven tudi v manj prijaznem vremenu. Tako se bodo učenci nadihali svežega zraka, se gibali in razvijali odpornost. Seveda pa bodo morali starši poskrbeti, da bodo prišli učenci v šolo primerno obuti in oblečeni. Več poudarka bo pri higieni rok, kašlju in prezračevanju prostorov. Pouk bodo poskušali organizirati tako, da se učenci med sabo ne bodo preveč srečevali v zunanjih prostorih, pri srečanjih pa se bodo držali priporočenih ukrepov. Ob pojavu morebitnih viroznih obolenj seveda sledi obvezno razkuževanje ustreznih prostorov. Pouk bo potekal po ustaljenem načinu, kljub temu, da so omejeni z različnimi pravili. Izvajali bodo obšolske dejavnosti, starši pa se bodo po lastni presoji odločili, kam bodo vključili svojega otroka. Na osnovni šoli v parku bodo prav tako stremeli k temu, da učencem ponudijo čim več. Omejitev pri njih je le ta, da podružnico obiskujejo tudi dolgotrajno bolni učenci in je previdnost pri izvajanju ukrepov temu primerno večja. Na podružnici v osnovni šoli Špitalič pa je zgodba drugačna. Pouk obiskujejo le 4 učenke osnovne šole in otroci vrtca Slovenske Konjice. Pri stiku med njimi bodo bolj pozorni, drugače pa bo učenje potekalo bolj brezskrbno kot na matični šoli, kjer je zares veliko učencev in zaposlenih. To je privilegij male šole, ki svojo lokacijo v naravi omogoča izvajanje učnih vsebin na prostem. V gozdu, ob potoku, na vrtu ali pa na travniku. Na prvi šolski dan so se oči še posebej iskrile prvošolki na podružnični šoli v Špitaliču. Njene sošolke skupaj z učiteljico Valentino so ji pripravile topel sprejem na prestolu, kar je bilo še posebej slavnostno. Skupaj z novimi sošolkami so skočile v novo šolsko leto, z rumeno rutico okoli vratu in na koncu dneva z majhnim posladkom. V preteklem šolskem letu so v prostorih osnovne šole Špitalič uredili spalne prostore za 29 oseb. Zato so se odločili, da bodo učencem domače šole in ostalim šolam tam omogočili izvedbo obšolskih dejavnosti, šol v naravi in taborov z različnimi tematikami, česar se zelo veselijo. Vsem prvošolčkom so zaželeli šolsko leto polno novih znanj, veščin, smeha in iskric v očeh.